Pozdravljene gledalce! Danes bomo predstavili staro domačo obrt, to je lončarstvo. Že v prazgodovini so si znali ljudje narediti posodo iz gline. Glinene posode pa še gnezdi radi nicamo. Prav fajn je po dugem cajti iti na teren, ne Hana? Gnez smo pri Žumanovih v Lotmerke, gospod Sašo Žuman. Že v prazgodovini so ljudje znali z gline narediti nekšne posode. Pa to je tradicija tudi pri vas, v vaši družini že dolgo, ne? Tako, mogoče veste, kdo je prvi v vaši družini pač začel s to obrtjo, pa kakšna je vaša tradicija? Ja, seveda znam, ne. Prvi je začel s to obrtjo moj pradedek. Sicer ni tu v Lotmerki, ampak v Noršencih, tam je bila domačija, tam se je vse skupaj začelo. Ni je bila samo lončarija, ampak so delali tudi lončene peči. Taka potli, čez cajt pa se je te razdelilo toto obrt. Mi smo začeli delati tu v Lotmerki samo lončarijo, v Noršencih, ki še zdaj delajo peči, pa so delali peči, ne. Tako, zdaj eni delamo tu, drugi pa tam v Noršencih, ki je v bistvu domačija. Tako ste gor rasli z lončarstvom. Kaj pa vam v bistvu pomeni toto obrt? Ja, jaz sem v bistvu že od malega rosa stan, ja. Ne morem reči, ko sem glih že mali delal tu v delavnici, sem pa bil non-stop poleg, kdo je dedek delal. Kaj meni pomeni? Meni v bistvu ne pomeni teko samo toto obrt, ampak to, kaj jaz lahko nadaljujem tako dolgo tradicijo lončarstva, ne. Tradicija lončarstva v naši družini je že skoraj 150 let. In meni to največ pomeni, ne. Bi mi bilo škoda, ko bi toto obrt zamrla. Nam lahko malo pokažete, kako naredite kakšno skledo ali pa vrt z gline? Seveda, rade vole. Te bomo naredili eno skledo. Skledo z značilnimi prleškimi vzorci gor, temu se reče prleška valovnica. To so vzorci, ki se uporabljajo že od vsega začetka, odkar je lončarstvo v naši familiji. Zdaj prvo mi nicamo material, glino. Glino bi sicer lahko kupili tudi v kakšni trgovini, ampak mi že od vsega začetka, odkar je lončarstvo v naši družini, kopljemo glino sami v svojem glinokopju. Glinokop je takšni, ko skopljemo 2 metra zemlje, odkopljemo, pa te pridemo do gline. Tote gline pa je nekaj 70 cm plasti in to mi ročno odkopljemo, te pa odpeljamo toto glino domov, v deponijo. In tota glina mora biti v deponiji vsaj eno zimo. Ko ona zmrzne, te razpadne na meše falate in te v bistvu ona se leže oblikuje po to. Takšen je pač postopek, katerega delajo že od nekdaj. No, ko imamo mi glino eno leto v deponiji oziroma eno zimo, si jo pripeljamo notri in jo jaz v posebnem stroju pregnetem. Nekdaj so to delali čisto ročno oziroma nožno, so kar tlačili toto glino, namakali pa tlačili z nogami. Zdaj pa je pač stroj, ki ga žene elektromotor, pa te s tem gnetemo glino pa jo zmehčamo, ne. No in te si mi glino pripeljamo tu notri in to je zdaj glina, ki je obdelana že, s katero lahko delamo. Ker tisto glino, ki jo mi nakopljamo v glinokopi, ne moremo nič narediti z tiste gline, ker je ni obdelana. Tak, skleda gre po malem proti konci. Oblika je. Zdaj pa bodo prišli na vrsto vzorci. Kaj še je posebnega pri našem lončarstvu? To, ko žgemo izdelke še vedno v peči na drva. Zdaj obstajajo že nove peči, ki so na elektriko ali pa na plin, to je vse kontrolirano. Peči na drva pa pride do posebnih efektov na glazurah zaradi dima, ker je dim notri. Ko kuriš na drva, se kadi in nikoli ne veš točno, kakšen ton barve da prišel ven. Nikoli. Barva, recimo zelena je zelena, ampak lahko je svetla, temna, različna. In to je čar tega, ko kurimo na drva še vedno. Evo. Zdaj še bom posodo zgladil od vina, skledo. To, recimo, to ima eno zanimivo ime, prleško, čemu se reče šprigla.
To ne vem, če kdo ve, kaj to pomeni, ampak to je špriglo. Mi temu rečemo špriglo. Sten poberen, odzvino, tenko plost, to te mehke gline dol, pa zgladen posodo. To, ne? Evo. Tak, zdaj pa gremo delati vzorca. To belo ne je bela barva, ampak je v bistvu bela glina. Gline obstajajo različnih barv, pa različnih vrst, kvalitet. Od bele do, ne vem, sive, zelene, rumene, črne, različne. Ampak edino bela glina po žganju ostane bela, zato jo mi nucamo tudi kak barvo. Ker ostale gline pa so po žganju v glavnem vse opečnate barve. Bela barva je osnova. Zdaj pa še zeleno. Uporabljamo v glavnem 3 farbe. Toto rjovo, zeleno, pa plovo. V glavnem tote, no tu pa tam še kakšno kjero drugo, ampak tote v glavnem, tote 3. Malo še damo plovo, ko ne da preveč kakšne zastave podobno. Vino. Evo, to je to. Zdaj pa, ker smo rekli pred, ko je to prleška valovnica, še moramo narediti valove. To je falat usnja, na katerem smo naredili zobe in s tem usnjom delamo valove po barvi. Skleda se mora pomalo vrteti, pa enakomerno moramo iti z roko gor pa dol, ko delamo valove. Evo. Dobro je, ko se tako konča, ko se nič ne vidi. To včasih grota, včasih pa ne. Tako, zdaj pa še vini pa samo s prstom naredimo toto valovnico. Skleda je fertik, oziroma oblika je fertik. Zdaj bomo jo odrezali dol, pa bomo jo dali tu gor nad nami na tote blaje, gdje se skleda sešilo. Tako, odrežemo. Treba malo pasko imeti. Evo, gledajte, ok, zdaj to še mehko. Tak. Zdaj, toto skledo moramo prvo posešiti pred, ko bomo dali v peč žgat. Skleda, da se med sešenjem skrčila za 10%. Tota zdaj, recimo, rečemo, ko je nekaj 30 premera, bude potli 27. Tako jaz, če nekomu dela nekaj po naročili, moram to upoštevati. Kaj pa vse izdeljujete v vaši delavnici? Puno različnih izdelkov delamo, ja. Zdaj, ko vam tudi nekaj ne razloga, najboljše, ko gremo na razstavo, pa vam tam pokožene izdelke, pa povem, kako se jim reče, pa zakaj se uporabljajo. Tu imamo razstavljene izdelke, ki se delajo pri nas že od te lončarcev v naši družini. Eni izdelki so zdaj že malo v pozabi, se več toliko ne nucajo.
večina pa se še jih kar uporabljamo. Zdaj, najbolj zanimiv oziroma najdolgšo tradicijo ima po mojem dukel. Dukel, to je čisto prleška beseda za lonec, v katerem se kisa mleko. Ampak, toti dukel, toti lonec ima toliko imen, ko niti jaz vseh ne vem. Dukel, štuc, mlečjak, zvorjak, dugi lunec, ne vem kako. Meni se včasih zgodi, ko kdo pride po dukel, pa mi reče, kaj vem, pa jaz ne vem, za kaj se gre. Toliko različnih imen ima tota posoda. Te, recimo, kaj se še dosti uporablja gnes, pa nekda se je. Tu gori vidite različne veke posode, to so različni pekači. Recimo, to je gibočna skleda, že samo imenom pove, ko so se tu pekle notri gibanice, vse se še tudi zdaj peče. Ampak v toti gibočni skledi lahko pečemo vse, ne samo gibance, tudi meso, krompir, kajkoli. Te imamo značilno bidrovico, oziroma po slovensko se reče to potičnico, to je značilno za celo Slovenijo, ne samo za pri nas. Razne ročke, mi rečemo ročke, za vino, različnih oblik, različnih velikosti. Poleg totih izdelkov, ki so v naši stalni ponudbi, ki se največ uporabljajo, pa delamo tudi izdelke po naročilu. Pomeni, če kjer pridemo, kakšno svojo željo, tudi naredimo, če se le da. Bilo je zelo zanimivo, naučili smo se dosta novih prleških besed. Gledalci, če pa nicate kakšno kvalitetno lončarsko posodo, pa zdaj veste, ki jo lahko dobite.